Dajmo pogledati, kako se ima Karl Erjavec. V teh dneh, ko se vsi ukvarjamo z begunsko krizo, ima nove težave z mejo. Soseda pa ga je zvlekla pred arbitražno sodišče. Karl je namreč na nikogaršnji zemlji med njim in sosedo postavil tehnične ovire, kar pa sosedi ni bilo všeč. Večkrat ga je prosila, naj te ovire umakne, saj ironično ne misli izvajati slaloma med njimi. Nikogaršnje ozemlje je posledica prejšnje lastnice, ki je ozemlje razdelila na dva dela. Meja pa ni bila točno določena. Arbitražno sodišče je odločilo v prid sosede, Karl pa vztraja, da je ozemlje v bistvu njegovo in da ima vso pravico tja postavljati tehnične ovire. Karl moj, zakaj pereš svoje perilo v javnosti? Dokler je pralni stroj lahko na hodniku, ga lahko kar tam. In tu nekje se skriva metafora. Kdor jo najde, naj jo napiše na internete. #tateden. Dame in gospodje, verjeli ali ne, med begunsko krizo se korupcija ni končala. Gotovo se spomnite Marka Jakliča, Zokijevega frenda, ki je mutil z lekarnami, lažnim magisterijem, črnimi gradnjami. Seznam stvari, ki jih je v špiču, je dolg. In kaj je v špiču tokrat? Marko Jaklič je nedolžen, tako je sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča odločil kljub gori dokazov, ki naj bi dali jasno sliko o tem, kako se je s poslom Vzajemne in z družbo SNT okoristil za $500 000. Spet se je zvlekel pod lasca. To je skoraj tako, kot je imel vpliv na frenda. Ne? In kaj je bilo? Vazelinski Jaklič je kot šef Vzajemne prijatelju zrihtal, da mu zavarovalnica preplača računalniške storitve. V zameno pa je od njega dobil $500 000. A sodnik Boris Horvat je včeraj ugotovil, da je Jaklič nedolžen, saj naj ne bi bilo dovolj dokazov. Tožilec ni mogel dokazati dogovora med obtoženci, ki naj bi se zgodil na neznanem kraju ob neznanem času, kar je blazno podobno štoriji o aferi Patria. Neznan kraj, neznan cajt, bla, bla, bla. Kar pomeni samo eno. In levi in desni se z dreka zmaže na ist način. In pazi to, niti skice v rokovniku, ki lepo orišejo načrt šušmarjenja in pranja denarja, niso dovolj dober dokaz. In kako to komentira soobtoženec Franz Henigman? Lahko samo komentirate te skice v rdečem rokovniku? Nimam pojma, vprašajte gospoda Jakliča, kaj zdaj še hočete? Glejte, smo že vse povedali. Sem že vse povedal. Kaj mene sprašujete? In on je bil, ne, jaz sem vrečo držal, da so not metali, nimam pojma, kaj so kradli. Bistvo te zgodbe je, da se tat vedno izmaže, dokler ukrade dovolj denarja. Pa če pozna koga vplivnega, ne. To zadnje je še bolj pomembno. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.